Že tukaj Valentin. Danes bom govoril o poteku 3. svetovne vojne. Trenutno je januar 2017 in marsikdo se bo vprašal, pa kakšna svetovna vojna nekaj. Vse imamo lep mir tukaj, še posebej v Sloveniji. Nič ne poka, nič se ne strela. No, ampak stvar je v tem, da 3. svetovna vojna poteka na precej drugačen, večini ljudi neopazen način. 3. svetovna vojna je vojna informacij in je vojna valut. Kaj to pomeni? Informacije so tisto, kar omogoča nekomu, da prepriča nek narod, da je drug narod sovražen in da je potrebno iti v vojno in rešiti ta spor z nasiljem. Trenutno pa v zadnjem času zaradi informacijske tehnologije ni več možen tak monopol nad informacijami, kot se jih je do zdaj izvajalo preko javnega medija oziroma številnih javnih medijev. In tudi ni več možno izvajati takega ekonomskega terorizma, kot so ga do zdaj lahko izvajali zaradi monopola nad valutami. Informacijska tehnologija je tista, torej, ki omogoča osnove za osvobajanje človeštva, zato da si lahko delimo resnične informacije in da odpravimo tisto, kar nas med sabo razdvaja. Vse vojne doslej, ki so bile, so se začele zaradi interesov določene manjše skupine ljudi, ki so imeli težnjo po obvladovanju tega sveta, da bi celoten planet zasužnjili. In to je načrt, ki se uresničuje že nekaj stoletij oziroma celo tisočletij. Preko zakonodaje, preko prava, tudi preko religije, z močjo pranja možganov, ki je omogočena, če se nekdo slepo preda religiji. Vse te vzvode so ti ljudje oziroma skupine uporabljali za to, da so povečevali svojo moč in nadzor nad prebivalstvom. Sedaj, januarja 2017, je prelomni trenutek, ko se je izvolil novi ameriški predsednik Donald Trump in on je prvi od številnih zadnjih ameriških predsednikov, ki ni več lutka teh ljudi, ki želijo svet zasužnjiti. Sicer pa on ni tako zelo pomemben igralec, kajti predsednik ima zelo omejen vpliv. Bistveno je, kaj se dogaja v ozadju. Pomembno se je zavedati, da je v zadnjem času vse več ljudi prišlo do spoznanja, da na tem svetu ne bo mogoče živeti na ta način, da se dopusti neki peščici ljudi, da vlada nad drugimi. Da imamo sistem monarhov, vladarjev in potem sužnjev oziroma podložnikov.
V zadnjih stoletjih se je začel proces enakovrednosti in enakopravnosti vseh živih bitij in prevzemanje odgovornosti nad lastnim dejanjem. Določeni vladarji so doslej upravičeno vladali nad nami, zato ker se je večina ljudi obnašala neodgovorno, ker so čustveno reagirali, se zatekali k alkoholu, drogam, so se brigali samo za svoje lastno življenje in jim ni bilo mar za to, kako drugi ljudje živijo, kaj šele živali in rastline. Sedaj pa se zavedanje povečuje in vse več ljudi izkazuje svojo odgovornost. Gre za tako imenovano anarhijo. Anarhija pomeni, da nimaš nobenega vladarja nad sabo, ampak da sam sebi vladaš. Kaj lahko vsak od nas stori v tem trenutku, da to tretjo svetovno vojno čim bolj umili, da se čim bolj zmanjšajo neprijetne posledice oziroma da se čim hitreje zagotovi resničen mir in blagostanje. Prvi korak je seveda delo na sebi, da začenjamo vse bolj intenzivno analizirati svoje miselne vzorce in da si odpuščamo vsa tista prepričanja, ki so sebična, ki so lažna, iluzorna in ki nas med sabo razdvajajo. Za ta proces imamo tudi pripravljene odlične spletne tečaje, ki se imenujejo Destiny Eye Process. In če kdo želi sodelovati pri tem procesu samo izpopolnjevanja, me lahko najde na spletnih omrežjih pod imenom Valentin Rozman in mu lahko dam več informacij glede tega. Drugi korak je, da se čim manj sledi javne medije, kajti preko njih prihaja vse več teh lažnih in zavajajočih informacij. Pomembno se je obrniti na neodvisne medije, na internet, preko YouTuba poiskati, kaj se dogaja in pa tudi slediti take vsebine, kot jih jaz in moji somišljeniki proizvajamo. Tretji korak pa je tudi prehod na alternativne, digitalne ali virtualne ali elektronske valute. In tudi jaz igram tukaj v Sloveniji glede tega pomembno vlogo, kajti sem vodilni promotor valute, ki se imenuje SPURT, SPURT, in preko spletne strani spurt.si lahko najdete več informacij glede te valute. Pomembno je, da ne uporabljamo samo evro kot plačilno sredstvo, kajti če se odločimo za to, potem smo podvrženi celotni zakonodaji, ki ureja gospodarstvo, ki uporablja evro kot plačilno sredstvo. Če uporabljamo katerokoli drugo valuto, virtualno valuto, še posebej SPURT, ki je stabilno, zanesljivo plačilno sredstvo z resničnim kritjem, potem pa lahko med sabo izvajamo posel, torej se izmenjujemo izdelke in storitve na veliko bolj enostaven, preprost način in na ta način lahko dosežemo veliko večjo svobodo. Toliko za danes. Torej, želim vam, da čim bolj izkoristite potenciale, ki nam jih prinaša internet in sodobna družba, in da čim bolj naredimo ta svet lepši in boljši za vse. Hvala in nasvidenje.